razstave tukaj v galeriji Družina. Avtorica je Ana Marija Štumpf, ki jo še enkrat lepo pozdravljam. Njo in razstavo bo predstavila sodelavka in sourednica praznične Barbara Kastelec. Lepo prosim. Nocoj se v naši galeriji s svojimi umetniškimi deli, slikami in poslikanimi pirhi predstavlja Ana Marija Štumpf, rojena Kunaver. Zdaj sem povedala že veliko. Vsestransko umetniški družini Kunaver je bila Ana Marija oziroma Mima, kot jo kliče v ožjem družinskem in prijateljskem krogu, vse od zgodnjega otroštva obdana z umetnostjo in ustvarjanjem. Poleg svinčnikov, barv in čopičev jo je skozi osnovno in srednjo šolo spremljala tudi glasba, petje, klavir in kasneje v srednji šoli tudi orgle. Po končani srednji družboslovno-jezikoslovni šoli Poljane v Ljubljani je marsikdo pričakoval, da jo bo študijska pot vodila v umetnost, slikarstvo ali morda arhitekturo. A se je tudi ob kakšnem začudenem pogledu odpravila raziskovati še druge življenjske razsežnosti in se vpisala na 5-letni študij teologije, ki ga je z diplomsko nalogo o svobodi in pravičnosti v človekovih pravicah leta 1999 tudi uspešno končala. Posebej polno vtisov, doživeti in novih izkušenj je bilo za Ana Marijo večletno obdobje tujine, ki ga je nato svojo družino z možem Jakobom in sinom Izakom preživela v Rimu in zadnjih nekaj let v Pragi. Čarobnost zavitih uličic in skrivnostnost mnogih palač, hiš in hišk večnega mesta ter zlate Prage sta znova spodbudili njeno ustvarjalno domišljijo. Poleg ustvarjanja z glino in oblikovanja keramike se je Ana Marija v Pragi posvetila tudi dekoriranju lesenih in steklenih površin z barvnimi mozaiki. Po vrnitvi v domovino pred 2 letoma se je Ana Marija posvetila predvsem slikanju na platno in papir, večinom v akrilni in mešani dekopaž tehniki. Pri spoznavanju in učenju različnih slikarskih tehnik sta ji bili v pomoč tako mama Marta, kot tudi sestra Polona, stalni vir navdiha in spodbude pa je mamin vedno živi atelje in galerija Lična hiša v Ajdovščini, kjer Polona in njen mož David s številnimi dejavnostmi širita ustvarjalnost in optimizem in tudi njiju dva že dobro poznamo. To veselje doživljenja in ustvarjalno razposajenost je mogoče začutiti tudi v pričujočih slikah. Barvitost in pozornost za majhne podrobnosti izstopata pri vseh njenih delih, od že omenjenih mozaikov in izdelkov iz keramike do tukaj nocoj razstavljenih pirhov, celo Nojevo jajce imamo tukaj in potem sličic z majhnimi hišami oziroma hiškami, kakor bi rekla sama. Intenzivno komunikacijo z okoljem, ki jo navdihuje, pri njenih podobah živi naprej in zdi se, kot da bi različni objekti želeli spregovoriti, pogledati z velikimi, začudenimi očmi ali pa razposajeno poplesavati sem in tja. Njene slike so še zelo spontane, vendar čudovito kompozicijsko in barvno ubrane. Prisrčnostjo v podrobnostih, v majhnem detajlu ali barvni kombinaciji, ki daje življenju okus in toplino. Na tej poti k lepoti želimo Ana Mariji še veliko ustvarjalnega navdiha. Res je, da dela govorijo sama zase, slikarji ponavadi nočejo kaj dosti govoriti, pa vendar, Ana Marija, kaj je bilo tisto odločilno, da ste vzeli v roke barvo in čopič? Kaj je odločilno? Zadnje 2 leti verjetno Praga, 4 leta Prage, ki me je prevzela. V bistvu je Praga moje mesto, to lahko rečemo.
In jaz mislim, da slike povedo to svoje. So zgovorne, same hiške, hišice in tako naprej. In vse so ena velika pisanica, ne kot ti se tam v vitrini. Ja. Kdaj ste pa začeli slikati pisanice, recimo? Pisanice to pa že družinska tradicija in to že leta in leta traja. Tako da, ne vem, kdaj, ko sem začela hoditi. Bom več silila. Ana Marija bo tukaj še cel večer in boste lahko karkoli vprašali, bo tako lažje. Sedaj pa prosim gospod Milico Šturm, da razstavo tudi uradno odpre. Ja, jaz bi prvo rekla, da nisem umetnostna zgodovinarka, da pa občutim stvari in ljudi. In ko sem videla te slike, vem, da umetnik, če je res umetnik, lahko ustvarja samo iz svoje notranjosti. In njena uspešna slikarkina notranjost je polna svetlobe, žareče svetlobe in optimizma in vere v svetu jutri. Tako s tem je razstava odprta.